V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dobar dan, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je 4. velikonočna nedelja, imenovana tudi nedelja dobrega pastirja. Skozi vso zgodovino odrešenja se Bog Izraelcem predstavlja tudi pod podobo pastirja, ki skrbi za svoje ovce, ki jih vodi, ki jih varuje. In kot bomo slišali danes v Božji besedi, Jezus uporabi to podobo, da predstavi tudi sebe kot dobrega pastirja. Današnja nedelja je obenem tudi nedelja molitve za duhovne poklice. Če smo vsi kristjani poklicani, da sledimo Jezusu, hodimo za njim, da skušamo postajati enaki kot on, pa Bog še na poseben način kliče določene ljudi, fante, dekleta, žene in može, v svojo službo, redovnice, redovnike, duhovnike, da bi še na poseben način pomagali voditi njegovo ljudstvo. In odgovoriti na ta klic nikoli ni bilo enostavno, danes je morda to še toliko težje, zato smo povabljeni, da tudi z molitvijo spremljamo te ljudi, ki čutijo, ki prepoznavajo ta klic, da bi lahko nanj odgovorili in da bi lahko potem tudi ves čas vso življenje hodili v zvestobi odgovarjanja temu klicu. Zato je, kot rečeno, ta nedelja tudi nedelja molitve za duhovne poklice. Da bo naša daritev Bogu všeč na začetku te svete maše, pripravimo svoje srca, obudimo hvaležnost za vse, kar smo v preteklem tednu lepega, dobrega, resničnega, bogatega prijeli in izkusili. Obenem pa priznajmo tudi vse tiste trenutke, ko morda na Jezusov klic tudi mi nismo odgovarjali najbolj zvesto, ko nismo bili zvesti v odločitvi, da želimo biti Jezusu podobni, kot tisti dobri, ljubeči, odprti, odgovorni, solidarni ljudje. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za me Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah. Slava
To svetomašo, poleg običajnega nedeljskega namena za žive in pokojne župljane, darujemo tudi za vse pokojne iz družin Heferle, Grill in Felc, za pokojno Marijo Tomšič, za vse pokojne iz razširjene družine Jenko, za vse pokojne iz družine Uštar, za vse pokojne iz družin Čepelnik in Novak, za pokojno Jozefino Nev ter po namenu. Molimo. Vsemogočni Bog, pripelji svoje ljudstvo k veselju v nebeški družbi. Zvesto naj hodi po poti zmagoslavnega Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi. Ups. Berilo iz apostolskih del. Na binkošnji dan je vstal Peter z 11, povzdignil glas in spregovoril: Zagotovo naj ve vsa Izraelova hiša. Tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija. Ko so to slišali, jih je do srca pretreslo. Rekli so Petru in drugim apostolom: Bratje, kaj naj storimo? Peter jim je odgovoril: Spreobrnite se. Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih Bog sebi poklical Gospod naš Bog. Prepričeval jih je še z mnogimi drugimi besedami in jih opominjal in jim govoril: Rešite se iz tega pokvarjenega rodu. Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti. In tega dne se jim je pridružilo približno 3000 ljudi. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti ob meni. Tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov. Z oljem mi glavo maziliš, moja čaša je prepolna. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi. Pred Bogom je hvale vredno, če delate dobro in če potrpežljivo prenašate bridkost. Saj ste bili vendar za to poklicani. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. On ni storil greha in ni bilo zvijača v njegovih ustih. Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja. Ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravični. Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na res, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni, kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu vaših duš. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Jaz sem dobri pastir, govori Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene.
Gospod z vami in s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus, resnično povem vam. Kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugot, je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njim in ovce gredo pred njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev. Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govoril. Jezus je znova spregovoril. Resnično povem vam. Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušali. Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozi me, se bo rešil. Hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kot rečeno, današnja nedelja je nedelja duhovnih poklicev in v naši skupnosti smo imeli to milost, to priložnost, da smo skoraj 2 meseca gostili pri nas 2 jezuitska novinca, 2 fanta, ki sta odgovorila na Jezusov klic in se na svoje poslanstvo običajno večino časa pripravljata v novicijatu v Italiji, v Genovi. Za postni čas pa sta prišla k nam v Dravlje na tako imenovane eksperimente in smo si z njima zelo veliko pomagali ves čas, v času oddajanja svetih maš tukaj iz naše kapele. Pa je morda danes čisto primerna priložnost, da jo povabim sem na to stran, da si lahko ogledate. Filippo prihaja iz juga Italije, iz podeželja na jugu Italije. Urban prihaja iz Sevške doline, malo ven iz Železnikov. Filipa niste slišali. Urbanov glas je pa tisti glas, ki smo ga ves čas poslušali pri vsaki maši, ko odgovarja. No, danes tisti, ki ga niste imeli priložnost srečati pred začetkom karantene, lahko danes povežete tisti glas, ki ga dobro poznate, tudi z obrazom. Jaz imam za Urbana in za Filipa 2 vprašanji. Prvo vprašanje je vezano na podobo o Jezusu. Jezus se danes, kot smo slišali, predstavi kot dobri pastir. Mene pa zanima, kaj je njuna najljubša podoba Jezusa, kako ona dva prepoznavata, kateri simbol ali pa katera podoba je njima najbližja. Filippo, ti ricordi, no? Della domanda. Kdo bo prvi? Jaz. Dobro. Ja, odgovor na prvo vprašanje pri meni se glasi, da mi je bil zmeraj najbližje podoba usmiljenega Jezusa. Se pravi, Jezusa, ki sprejema človeka takega, kot je, s tistim, kar je bilo v redu, kar ni bilo v redu, ki mu daje vedno znova novo priložnost in ki ga pač na vsak človekov odgovor, pač Jezus tudi odgovori tako, da gre tja, ga prime za roko, mu pokaže, mu da milost, mu da tisto, kar v tistem trenutku rabi, pa tudi, če se vmes pol 3-krat zgubi, kako bi rekel. Tako da to prav simbol, bi pa rekel v zadnjem času, ki me pa spremlja, je pa Jezus, ki umiva pri zadnji večeri učencem noge. Spravi Jezus, ki se spravi umiti noge ljudem, ki ve, da ga bojo zapustili, izdali karkoli in jim s tem izkaže tako en znak velike ljubezni in da velikega zaupanja. Tako, no, to zame. Hvala, Urban. Filippo. Ma allora mi scuso per la lingua. Se opravičujem za jezik. Quello che mi colpisce da questo brano del Vangelo è questa figura del pastore che conosce
il mio nome, no? Che ti chiama per nome e che ti esprime quindi. To, kar se me dotika v tem berilu, v tem evangeliju najbolj, je slika se pravi, pastirja Jezusa, ki te pozna, ki ve, kdo sem, ki pozna moje ime. Sant'Agostino diceva colui che è più intimo, più profondo delle mie cose più profonde, no? Allora rivolgersi a lui con questa fiducia, con la fiducia di colui che ti conosce meglio di chiunque altro, anche meglio di te stesso, e che sa esprimerti e condurti verso il tuo meglio, verso quello che esprime la tua vita e la tua persona. Mene se dotika zelo podoba, ki jo piše sveti Avguštin, se pravi Boga, Jezusa, ki me pozna v moji globini, ki me pozna globlje, kot jaz poznam samega sebe. Ta, ki pozna moje ime in ki zaradi tega, ker me tako pozna, lahko iz mene tudi potegne tisto največ, tisto, kar jaz v resnici sem. In mi pomaga, oziroma me pravzaprav on sam uresniči takega, kot sem bil namenjen, da sem. E poi questa allusione alla porta, a questo vincolo che è chiusura e apertura, che è custodia e libertà. In potem ta povezava z vrati, s simbolom vrat, ki je hkrati se pravi nekaj, kar se odpre, odprtina, odprtost oziroma svoboda, in hkrati neka zaščita, neka zaprtost oziroma meja, varnost. E quindi scoprire anche quello che noi chiamiamo la spiritualità ignaziana, no? L'essere contemplativi nell'azione, allora coltivare una relazione intima col Signore per essere aperti, no? Per aprirci all'altro, alla relazione che poi ci parla del Signore. Sploh zadnja slika se potem poveže z zelo z ignacijanskim načinom duhovnosti in življenja, ki je biti kontemplativni v akciji. To pomeni hkrati biti zelo intimni z Gospodom nekako na zaprtem, po drugi strani pa biti zmeraj tudi odprti, da gremo zmeraj ven v akcijo k ljudem. Mislim, da je to. Ok, hvala. Grazie Filipo. Potem imam pa še eno vprašanje za njiju. Sem že prej v uvodu omenil, da ni vedno najbolj preprosto odgovoriti na ta klic. In ponavadi klic, ki ga slišimo od Boga, se dotakne nekje v nas ene želje. Pa me zanima, na katero željo sta vidva občutila v trenutku, ko sta nekako sklenila odgovoriti na ta Božji klic. Qual deseo avete sentito nel momento di rispondere alla chiamata del Signore? Zdaj je odvisno, kateri klic, kateh se mi zdi je bilo več nekako v življenju, ampak na začetku recimo, da sem odgovoril najprej na klic temu, da Jezusu verjamem, njegove obljubi, da je resničen, da bo poskrbel zame. Takrat sem čutil čist željo potem, da bi sledil temu, kar je res, kar je najboljše možno slediti, najboljšemu načinu življenja. To je bila, mislim, da prva želja, na katero sem pač odgovoril, na katero mi je Gospod nekako odgovoril s tem klicem, s prvim klicem, ki se je zgodil enkrat, ko sem šel prvič v Medžugorje z drugimi mladinci, in to je bilo takrat. Potem, se pravi, druga želja je bila ta po klicu, kako se uresničiti, je bil duhovniški klic sam, je odgovoril na željo pač bolj definirati, na kakšen način zdaj to živeti kot človek, na kakšen način se dati drugi in kaj bi bolj konkretno rad delal, je bila nekako odgovor nekaj sem najdel v tej duhovniški poklicanosti, kako sebe najbolj dati drugim, kako ljubiti lahko druge, pač s tem, kar sem že najdel v Bogu, pa to dati. Pravi želje še vedno naprej slediti Jezusa, bolj konkretno? Bolj konkretno in pol sploh jezuitski klic je bil pa, ko sem spoznal en način, kako se v duhovnosti uresničevati, kako moliti, kako delovati.
kako razmišljati o Bogu in o drugih stvarih, ki mi je bil takrat v tistem času zelo blizu tako na tak lic, bolj za vstop v noviziat. Tako. Da parte mia c'era questo desiderio di prendere un po' in mano la vita, di realizzare questa vita, questo dono che ci è dato. Pri meni je bil v tej, se pravi, v tem oklicu je bil neke sorte odgovor na željo, da bi samega sebe, da bi se uresničil, da bi uresničil svoje življenje. E c'era questa domanda da approfondire, in che modo, per quale strada. In potem je pač znotraj te želje, znotraj tega klica je bilo vprašanje, kako, po kateri poti, da se lahko potem uresniči. E con la preghiera continua poi è andato a delinearsi, a prendere forma, la preghiera quotidiana, a questo desiderio di consacrare della consacrazione, della vita consacrata. In potem preko molitvenega življenja, prek molitve se je ta stvar poglobljevala in odgovor se je nekako poglobil in prišel do tega, da bi se rad dal preko posvečenega življenja. Condotto da dei sentimenti di nostalgia nei confronti del Signore, di desiderio di attingere alla fonte, di raggiungere Lui. Vse to je bilo nekako peljano oziroma motivirano na nek način. Peljano je bolj iz neke želje. Si spomnim? Nisem ti poslušal. Scusa, poi ripetere un po' l'ultima. Come nostalgia, come desiderio di raggiungere Lui, di essere rivolto verso di Lui, al suo incontro. To je spremljala in peljala nek občutek nostalgije po Bogu, potem, da bi želel biti bolj zedinjen z njim, bliže njemu. E questo poi e vedevo che questa era la strada attraverso la quale esprimere al meglio la dimensione dell'incontro col Signore e con la quale si realizzava anche quella chiamata che era quel nome, no? Come dice il pastore, quel nome che esprimeva me stesso, esprimeva la mia vita. In pač ta pot, jezuitska pot, je nekako najbolj konkretizirala ta moj odgovor po tem, da bi samega sebe uresničil, da bi uresničil to, kar sem, oziroma kot je bilo že prej omenjeno, da bi prek tega lahko zares uresničil moje ime, da bi nekako res živel to, kar sem. Hvala lepa, grazie. Hvala za to pričevanje. Kot rečeno, Filippo in Urban se bosta v kratkem vrnila nazaj v noviziat in danes na nedeljo dobrega pastirja, na nedeljo molitve za duhovne poklice je zagotovo na mestu, da vam ju priporočim v molitev, da bi lahko ustrajala, da bi lahko poglabljala ta svoj poklic in potem v skladu z željama, ki sta jih danes zaupala, da bi lahko v resnici tudi živela v skladu s temi željami, preko katerih, kot smo slišali, ju Bog vabi v svojo službo. Hvala lepa, grazie, oblik blagoslova. Ja, hvala. Enako. Tako, vas povabim, da vstanemo in skupaj izpovemo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno. Zaradi nas ljudi in zaradi našega zaveličanja prišel iz nebes in se vtelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi
in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst, odpuščanje grehov, in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Drage sestre in bratje, prosimo dobrega pastirja, naj nas varuje in nam pomaga v naših potrebah. Gospod, prosimo te za našega papeža Frančiška, za slovenske škofe in duhovnike, naj bodo po tvojem zgledu dobri pastirji svojega ljudstva. Prosimo te, usliši nas. Ti vodiš vsakega človeka. Ti vsakega človeka kličeš po imenu, številne tudi v posebno službo. Naj se fantje in dekleta, ki v sebi začutijo tvoj klic, velikodušno odzovejo temu vabilu. Prosimo te, usliši nas. Hvale vredno je, če delamo dobro in potrpežljivo prenašamo bridkosti. Naj bolni potrpežljivo prenašajo trpljenje in upajo, da se bo končalo v nebeški slavi. Prosimo te, usliši nas. Kdor stopi skozi tvoja vrata, bo rešen. Naj bodo vsi, ki so prestopili vrata življenja, rešeni večne smrti. Prosimo te, usliši nas. Usmili se vseh obolelih s koronavirusom COVID-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo lahko skrbeli za bolnike in jim pomagali. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te tudi za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo še po namenu papeža Frančiška, da bi bili diakoni z zvestim služenjem besedi in ubogim, poživljajoče znamenje za celotno cerkev. Prosimo te, usliši nas. Dobri pastir, ti poznaš vse naše potrebe in nam pomagaš. Usliši tudi te naše današnje prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti svetega vina in te vode ne postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Sprejmi nas prižne skesane, Gospod, in tega je danes naša leta. Izmi, Gospod, moje hribo in očisti me, moje hribo. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno nedeljsko daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojem imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, za velikonočne skrivnosti naj se ti vedno zahvaljujemo. Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja naj nam bo vir trajnega veselja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami in s svojim duhom. kviškega srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Bog naš Oče, zbral si nas in zdaj smo tu pri tebi, da bi te veselo slavili in ti povedali, kako zelo te občudujemo. Hvala ti za vse lepe stvari na svetu in za veselje v naših srcih. Hvala ti za sonce, ki nam sveti, in za nauk, s katerim razsvetljuješ našo pamet. Hvala ti za našo zemljo,
in za ljudi, ki na njej prebivajo. Hvala ti za naše življenje, saj vemo, da si nam ga ti podaril. Zares si dober, rad nas imaš in za nas ustvarjaš čudovite stvari. Ti zmeraj misliš na nas ljudi in hočeš biti z nami. Zato si nam poslal Jezusa, svojega ljubljenega sina, ki nam je razodel tvojo ljubezen in nas odrešil. Pozdravljal je bolnike, grešnikom je odpuščal grehe, sprejemal je otroke in jih blagoslavljal. Zato ti hvaležni kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoja slava. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodova. Hozana na višavah. Dobri oče, nismo sami, ko te slavimo, slavite ves svet. Častimo te z vso cerkvijo, z našim papežem Frančiškom in našim škofom Stanislavom. V nebesih pa ti z nami pojejo hvalo tudi sveta Devica Marija, sveti Jožef, sveta Filip in Jakob, vsi apostoli in vsi sveti. Radi bi ti pokazali, kako smo ti hvaležni, zato prinašamo darove kruha in vina. Po svojem duhu jih spremeni v telo in kri Jezusa Kristusa, tvojega ljubljenega sina. Tako ti bomo mogli darovati njega, ki si nam ga ti sam podaril. Zvečer pred svojim trpljenjem je Jezus večerjal s svojimi apostoli. Vzel je na mizi kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prejdeš v slavo. Nebeški Oče, sedaj delamo to, kar nam je Jezus naročil delati v svoj spomin. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, oznanjamo Jezusovo smrt in njegovo vstajenje. Jezus nas vodi k tebi, prosimo te, sprejmi skupaj z njim tudi nas. Dobri Oče, ker nas imaš tako rad, nas vabiš k svoji mizi, kjer bomo prejeli telo in kri tvojega sina in nas bo Sveti Duh združil v veselju. Ti nikdar nikogar ne pozabiš. Prosimo te za tiste, ki jih imamo radi. In za vse tiste, ki so umrli in odšli k tebi. Spomni se vseh, ki trpijo in so žalostni, vseh kristjanov, ki smo ena družina, in vseh ljudi po širnem svetu. Prosimo tudi sami zase in drug za drugega. Ko vidimo, kako po svojem sinu za vse skrbiš in vse prenavljaš, te občudujemo in te slavimo. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebe, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kot nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus,
Na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in ne vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod, mir bodi vedno s vami. In s svojim duhom. Tako, tisti, ki ste doma, naj bo stisk roke ali objem, znamenje, da želimo v resnici biti Jezusovi učenci, ki delajo za mir. Jadro Bože. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in zdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni, naj Gospodov gostijo. Gospod Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj, kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo, v svoje življenje. Prosim te, da prideš k meni, prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Velik si Bog,
Hvala, Jezus, za tvoj objem, za tvoj dotik, za to združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločili od tebe, ampak nam pomagaj, da ostanemo v tebi. Molimo. O Bog, naš dobri pastir, varuj svoje otroke, ki si jih odrešil z dragoceno krvjo svojega sina in jih pripelji domov po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Imamo še nekaj oznanil. V petek smo vstopili v mesec maj mesec posvečen Devici Mariji, mesec šmarnic. V letošnjih šmarnicah, tisti, ki ste bili petek ali pa včeraj pri maši, ste že slišali, spoznavamo začetke naše župnije. Naslednje leto, leta 2021, bo namreč 60 let od ustanovitve župnije Dravlje. Avtor dravljskih šmarnic je že pokojni pater Alojzij Štruber, prvi župnik v Dravljah. Z jutrišnjim dnem se bodo svete maše zopet odprle za javnost. Odpravljale se bodo v novi cerkvi po običajnem urniku, se pravi jutrajna maša ob 7:30, večerna maša ob 19:00, ampak pod posebnimi pogoji, ki si jih prosimo preberete na župnijski spletni strani. Naj opozorimo, da je za vstop v cerkev obvezno nošenje zaščitne maske. Godovi v tednu pred nami, jutri goduje sveti Florian, zavetnik gasilcev, jezuiti se spominjamo tudi svetega Jožefa Marija Rubija. V sredo goduje sveti Dominik Savio, zavetnik mladih cerkvenih pevcev. V petek bo obletnica posvetitve Ljubljanske stolnice, prihodnja nedelja pa bo 5. velikonočna nedelja. Mi pa pripravimo svoje srca še za Božji blagoslov, ki naj nas spremlja v tem tednu, ki je pred nami, ki bo tudi z vidika odprtja določenih služb drugačen, izzivalen. Pa prosimo pri tem blagoslovu tudi zato, da ko se vračamo v življenje, da se ne bi vračali enaki kot pred tem, ampak da bi lahko vse tisto pozitivno, dobro, kar smo izkusili, spoznali, odkrili v tem času karantene, v resnici prinesli tudi naprej v življenje, da bi tudi na ta način rasla med nami neka nova družba, bolj podobna Božjemu kraljestvu. Gospod z vami. In s tvojim duhom. V svoji dobroti nam je Bog po vstajenju svojega edinorojenega sina podelil odrešenje in Božje otroštvo, naj vas razveseli s svojim blagoslovom. Amen. Po Kristusovem odrešenju smo prejeli dar trajne svobode, naj vam podari tudi delež večne dediščine. Amen. Pri krstu smo po veri s Kristusom že vstali. Živite kot kristjani, da boste mogli biti združeni z njim v nebeški domovini. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Božjem miru in veselju. Bogu hvala.